Stoj tam. Pogovoriva se o tem. Če bi se lahko vrnil včeraj, bi spremenil, kaj se je zgodilo tvoji mami? Nisem hotela postati pošast, v katero so me spremenili. Nisem več pod njihovim nadzorom. Ampak to je bilo prejšnje dekle. Nahaja se le nekaj minut od Narodnega parka Zion. Washington, Utah, je majhno mesto obdano z osupljivo naravno lepoto. Toda 18. junija 2024, malo po 19. uri, prebivalce premožnega naselja preseneti zvok strelov, ki odmevajo iz bližnje hiše. Več sosedov pokliče številko 911. V nekaj minutah policisti mesta Washington prispejo na dom 70-letnega upokojenega pomorskega inženirja Josepha Baileyja in njegove žene, 60-letne Gail Bailey. Ko policisti vstopijo v hišo, jih pričaka nepredstavljivo nasilje. Gail Bailey leži z obrazom proti tlom na tleh dnevne sobe poleg s krvjo prepočenega kavča. Večkrat je bila ustreljena. Na hodniku pred glavno spalnico policisti najdejo Josepha Baileyja, ki leži na hrbtu v mlaki krvi. Ustreljen je bil v glavo. Žrtve so na kraju dogodka razglasili za mrtve. Ker ni znakov vloma ali pogrešanih dragocenosti, detektivi sklepajo, da je tisti, ki je ustrelil ta par, prišel sem z enim samim namenom. Da ju usmrti. Medtem ko policija hitro zavaruje prizorišče, razburjen sosed ustavi policista. Sosed pove, da je nekdo vstopil v njihovo hišo brez povabila. Enote 6X imamo soseda, ki je zbežal v svojo klet. Ne ve, kdo je. Ker policisti niso prepričani, ali gre za morilca, policija hitro ukrepa. Policija, stopite ven! Če ste v kleti, stopite ven! Prihaja, z njim je ženska. Neoborožen moški se predstavi kot Corey Bailey, sin Josepha in Gail. Ženska z njim je njegova žena. Corey pove policistom, da živijo starši in da so bili v hiši, ko so ubili njegove starše. Corey, vem, da je težko vedeti, kaj ne. Hej, sam povej mi, kaj se je danes zgodilo? Torej, jaz in moja žena sva bila spodaj. Vse, kar vem, je, da sem slišal streljanje zgoraj, nato pa sem slišal mamo, kako je kričala in vpila. Potem sem zaklenil vrata njene sobe in začel odpirati okno. Poskušal sem jo spraviti ven in tudi sebe spraviti ven. Ko sem plezala skozi okno, je že tolkel po mojih vratih in jih poskušal odpreti. Slišal sem strele pri vratih tam, mislim, da je poskušal s streli odpreti vrata ali nekaj takega. Ali pa je poskušal streljati tja, kjer so bila. Ko policisti vprašajo Coreyja, ali ve, kdo je ubil njegove starše, ne okleva. Pravi, da je morilka njegova 28-letna sestra, Mia Bailey. Je šizofren. V zadnjem času ima med tranzicijo veliko težav. Corey razkrije, da je Mia transspolna ženska. Mihino rojstno ime je Colin Troy Bailey. Imaš kakšno idejo, kam bi zdaj lahko šel? Začel je tolči po naših vratih, takoj ko sva šla skozi okno, tako da nimam pojma. Sploh ne vem, kako je prišel sem. Torej, ne živi tukaj. Ne, zoper njega je že izdana prepoved približevanja. Corey pravi, da je dobil prepoved približevanja proti Mii, potem ko je lani potegnila pištolo nanj. Kaj je vozil? Nimam pojma. Ne, samo pobednjuje. Kaj pa pravzaprav vozi? Običajno vozi rumeni kiosk mesta. V redu, policija izve, da je Mia brezdomka in nima stalnega naslova. Tako izdajo obvestilo za iskanje osumljenke v upanju, da jo bo kdo opazil. Kontrola 604. Edini opis, ki sem ga dobil, je suh, vitek, približno 175 cm visok, včasih nosi lasuljo. Ni znano, kako dolgi so danes te lase. Ker verjamejo, da je oborožena in nevarna, izdajo tudi ukaz, naj celotna okolica ostane v zaprtih prostorih. Medtem ko forenzični tehniki še naprej obdelujejo in fotografirajo kraj zločina, so trupla žrtev odstranjena iz hiše in odpeljana na oddelek sodne medicine. Medtem policisti preiskujejo sosesko in iščejo morebitne priče. Ali ste kaj videli ali slišali v tistem trenutku? Ničesar nisem slišala, razen siren, ki so prihajale. Oprosti, brez skrbi. Med njihovim povpraševanjem se oglasi sosed z novimi dokazi.
Pravi, da so njene varnostne kamere ujele Mijin avto ter Korija in njegovo ženo, kako bežita iz hiše. Imam posnetek, kako se avto pripeljal k tem času, nato pa ti ljudje pritačajo dol ob 7:12. Lahko vam pokažem celoten posnetek, če želite. Ja, ali lahko to zajamete ali naredite posnetek zaslona? Ja, mislim, da sem naredila posnetek zaslona. Mislim, da bi lahko delila tudi ta video, če ga lahko prenesem. V redu, ja, če mi jih lahko pošleš, bo super. Ja, ker smo to slišali in gledala sem ga, kako se je odpeljal tja, ampak ne vem. Res je odpeljal tja. Ja, Šel je v tisto smer. Nisem prepričana. torej, ali je to bil njegov prihod ali odhod? Ob prihodu ob 6:58 in 58 sekundah gre mimo naše kamere. 658. Ja. In potem tečejo dol in kričijo, da je bil strel sprožen ob 7:02. Policija pridobi nalog in izsledi Mijin mobilni telefon na lokacijo, ki je le pol milje oddaljena od kraja zločina. Ko pa prispejo, naletijo na slepo ulico. Mije tam ni. Njen telefon je bil odvržen ob cesti. Ko pade noč in se iskalna akcija za Mijo nadaljuje, detektiv stopi v stik z njeno teto po materini strani. Rad bi na hitro govoril z vami in izvedel, kdaj ste nazadnje govorili z Mijo. Poklicala sem jo, ker je njena mama poklicala mojo mamo, našo mamo, in nista imeli najboljšega odnosa. In sem rekla, kaj se dogaja. In je rekla, moja neumna mama, zelo je bila jezna, ker je njena mama poklicala bolnišnico in prestavila njeno operacijo spremembe spola. Tako je malo benkila o tem, potem pa je rekla, oprosti, teta. Ne bi smela kričati na te. In jaz sem rekla, da je v redu. To je bil zelo, miren, precej normalen pogovor. V redu, torej, ni se obnašala zelo čudno ali bila vznemirjena. Je bilo kaj, kar bi te skrbelo, da bi se kaj takega lahko zgodilo? Ni. Pred nekaj tedni sem šla v bolnišnico, da bi ji uredili zdravila. In prišla je ven, ampak je bila vedno zelo mirna z nami. Ampak, mi seveda pravimo Mija in njeno spremembo spola sprejemamo. Pri nas nima tistih težav, ki jih je imela s svojimi starši ali karkoli že. Ja, mi lahko pomagaš, lahko to malo opišeš. Pomagaj mi razumeti njen odnos z njenimi starši. No, imela je incident s svojim bratom in potem so ji, odvzeli trening ali nekaj takega, tako da je morala oditi. In nekako je bila tukaj, tam in povsod, ne veš. In v resnici ne vem, ker nisem imela odnosa s svojo sestro že 2 leti. Tako da nisem nikoli govorila z njo, nimam pojma. In kako pogosto? Vem, da je več govorila s svojim očetom kot z mamo, ampak ne vem. Nazadnje, kar sem slišala, je bilo, da jo je oče peljal na operacijo spremembe spola. Tako mi je povedala. Oče naj bi jo peljal in ostal z njo. Naslednje, kar sem izvedela, je bilo, da je bilo vse odpovedano. In to sem slišala danes. Tako da ne vem, kdaj se je to zgodilo. Teta Mije pravi, da bi njen sin morda vedel več o Mijinem duševnem stanju. Detektiv stopi v stik z njim. Dobil sem vaše ime in številko, rečeno mi je bilo, naj pokličem, ker morda imate več informacij glede Mijine možne lokacije, kje je bila, kakšno je bilo njeno razpoloženje, kakšno je bilo njeno duševno stanje v zadnjem času, zaradi česa je trenutno vznemirjena, take stvari. Mi lahko kaj pomagate, veste, kje trenutno biva? Bivala je pri meni do sinoč. Kako dolgo je že bivala pri vas? Samo nekaj dni, 4 dni morda. Kako je bila zadnjih nekaj dni, recimo? Je bila kaj blodnjava, paranoična ali duševno bolna. Mislim, ne znam več povedati, Frank, ni smiselno. Mislim, ne verjamem, da je pri zdravi pameti. Seveda je naredila, kar je naredila, ampak hočem reči, da je sama sebe uničila. Razumeš? Trenutno je klinično neprištevna, veš. Torej, to ni bila stvar enega dneva, ko se je navdušila in naredila nekaj groznega. Njeno duševno stanje je takšno že nekaj časa. Midžin bratranec pravi, da so bile njene duševne težave zanj pretežke. Kaj je počela? Kaj je počela ali kaj je govorila sinoči, da si jo hotel pripraviti do tega, da bi odšla? Preščala je, ker je izgubila nekaj denarja v prevari.
In potem je govorila, da je nekdo v njenem prejšnjem stanovanju uperil pištolo vanjo in da je bilo to travmatično. In potem sem rekel, v redu. In potem je začela govoriti, da jo je on vseeno zastrupljal. Da je nameščal naprave, ki oddajajo sevanje blizu nje in mikrofone v stene. In sem rekel, prav. Takrat sem spoznal, da se ne moreš prepirati z nekom, ki je takoj izgubil stik z resničnostjo. In sem rekel, prav, moraš hoditi. Potrebuješ pomoč zaradi duševnih težav. Veš, ampak za zdaj te ne morem imeti pri sebi. Bilo je precej vljudno in tako. Pomagal sem ji odnesti stvari do avta. In Mija, rad te imam. Upam, da dobiš pomoč. Medtem ko detektivi delajo skozi noč in v zgodnje jutro, se jim nasmehne sreča. Okoli 1 ure zjutraj patruljni policist opazi Mijo, ki hodi ob cesti River Road, južno od Washingtona. Po radiju pokliče pomoč. Policisti in enote s psi pridejo na kraj in zavzamejo položaje. Tukaj policija iz St. Georgea. Potrebujemo vaše sodelovanje. Ste aretirani. Prosim, dvignite roke, naj bodo vaše roke vidne, nagnite se naprej in gledajte naravnost. Prosim, odgovorite. Mija odgovori tako, da si prisloni pištolo na glavo. Mija, ustavi se tam! Pogovoriva se o tem! Ne moramo dovoliti, da se izmaže s tem. Mija, ustavi se tam! LT hodi proti hiši. V redu. Kaj misliš, zakaj gre proti hiši? Hočeš, da ga odstranimo? Policisti tehtajo tveganje glede na izid. Če zasledujejo Mijo, obstaja možnost, da bi si vzela življenje ali pa bi streljala nanje. Ni komunikacije, pištolo ima pri glavi. Zdaj ne moramo videti, ko so luči. Odločijo se, da se umaknejo in Mija izgine v temo. Prekleto. Torej smo jo izgubili v temi. Šla je na levo stran, nekje tam okoli. Ko sonce vzhaja, se pritisk, da najdemo Mijo, stopnjuje. Potem okoli 8 ure zjutraj policija prejme obvestilo, da so Mijo ponovno opazili. Tokrat je na odprtem polju v St. Georgeu manj kot 5 milj od kraja zločina. Na območje pridejo lokalne oblasti in specialne enote. Ne boste poškodovani. Še enkrat pridete ven z dvignjenimi rokami. Ste aretirani. Tukaj je policija iz St. Georgea. Obkorjeni ste in ste aretirani. Pridite ven z dvignjenimi rokami. Obkrožena s policijo Mija nakaže, da je pripravljena na predajo. Držite roke tam, kjer jih lahko vidim. Roke, ki jih lahko vidim. Dvignite roke! Dvignite roke! Pojdite na kolena, položite roke na tla pred seboj. Da. Pomaknite telo nazaj, dokler ne ležite z obrazom navzdol. Pomaknite noge nazaj, dokler ne ležite. Iztegnite roke ob strani. Nadaljujte. Obrnite dlani navzgor. Ne premikajte se. Medtem ko je Mija vklenjena in odpeljana v pridržanje. Niso predesne, kaj ne? Policist v bližini najde njeno pištolo. Tukaj zadaj slikam pištolo. To je 9 mm pištola, enaka pištola, za katero policija verjame, da jo je Mija uporabila za umor svojih staršev. Mija dobi vodo. Samo še malo je ostalo.
Nato jo položijo v reševalno vozilo in odpeljejo v bolnišnico na zdravniški pregled. Policija najde njen avto na bližnjem praznem parkirišču in ga zaseže. Kasneje tistega dne Mia prepeljejo iz bolnišnice na policijsko postajo mesta Washington. Kolena približaj sem, ker lahko, to bo verjetno najbolj udobno. Hvala. Detektivi preberejo Mii njene pravice. Si dovolj redo, da se pogovarjava? Ja. In potem poskušajo sestaviti, kaj je sprožilo njen smrtonosni izbruh. Pogovarjal sem se z veliko ljudmi, ampak nisem toliko radoveden glede tega, kaj se je zgodilo. Bolj me zanima, kaj je do tega pripeljalo. Poglejmo. Večkrat sem bila brezdomka zaradi zlorabe v moji družini. Imeti 20.000 dolga in biti mrtva. Rekel si, da si bil brezdomec, ampak kako dolgo si že brez doma? No, poglejmo, odselila sem se. 5. Tega? Zadnji mesec. Aha, torej maj, 5. maj? Eno tistih dni, oprosti. 5. maj ali juni? Mislim, da je bil večinoma juni. Ampak, v redu. Spet brezdomka. Kje si pa živela? No, pri svojih bratrancih sem bila 5 dni, plačala sem mu $250, ker nisem hotela biti krošarka. Ja. No, reciva samo, da me je vrgel ven. Kako dolgo je že, odkar so te vrgli ven? Mislim, da včeraj. Aha, včeraj. Torej, je to nekako to, kar, ja. Mislim, da bi lahko rekli, da je bila ura 11 zvečer, torej predvčerajšnjim. V redu. Torej, 2 dni pred 2 dnevoma. Nekako, ja. In kakšen je bil razlog, da so te vrgli ven? No, vrgli so me ven, ker moj bratranec ni hotel mi dovoliti. Vprašal me je, zakaj sem tako vznemirjena. In povedala sem mu, da je veliko stvari, pa ni razumel. In moj sosed je uperil pištolo vame in še druge stvari. Nihče mi ni verjel, nihče se ni potrudil raziskati. In to ni prvič, da se je kaj takega zgodilo komu. In potem si rekel, da imaš $20.000 dolga. Odkot to izvira? No, to izvira iz naših posojil, ker je pri mojem bratu iz kreditnih kartic. Drago je biti samska ženska, še posebej, če si transspolna. V redu. Kakšni so te stroški? Kot sem rekel, ne poznam vseh podrobnosti. Kakšne stroške imaš s tem? No, samo za trans stvari je to okoli $512 na mesec. To vključuje laserske terapije in zdravila za... Prej dokler nisem dobila samodetektorja. To je bilo $125 na mesec. Torej se veliko stvari nabere. Ja. Kakšno vrsto zdravil? Samo HNZ. Želite vedeti podrobnosti? Je to uredna zamenjava? Veš. Torej, zdaj, ko imaš 28 let, pri kateri starosti si vedela, da želiš začeti tranzicijo? Mislim, odkar sem se rodila, ampak najzgodnejši spomin imam pri 2 letih. Ali sta tvoja starša vedela že prej? Moja starša sta vedela. Moja mama ve že 3 leta, od leta 2019. Julij 2015. Je bila to velika točka spora med vama? Ni bila velika tema, ker je bila bolj, kako ne rečem, ni bila zelo podporna. Bila je v šoku, preprosto ni rekla ničesar in od takrat me nikoli ni podpirala. Še naprej me je klicala po mojem mrtvem imenu in še marsikaj drugega. Tako da... Mia pravi, da je bila njena dolgo pričakovana operacija spremembe spola načrtovana za naslednji mesec, julija. Tako da imajo možnost plačila na obroke in jaz sem imela zavarovanje. Tako da so prišli vsaj s polovico zneska. Jaz pa sem nameravala plačevati na obroke. Moj oče mi je nameraval pomagati z delom stroškov. Po besedah Mije je bila njena operacija že dogovorjena, dokler je njena mama ni ustavila. Kar je pripeljalo do tega, je bilo to, da sem prejela klic svoje socialne delavke iz bolnišnice in kot kaže, si je na nek način zlomila kolk.
V bolnišnici so delili podrobnosti, a najhuje je bilo, da jih je moja mama kontaktirala in jim rekla, naj ne opravijo operacije. Torej je vaša mama kontaktirala bolnišnico? Ja. In tako sem vedela, da bi se verjetno lahko pritožila že samo s tem, ampak ona tega ne bi storila. Rekla sem, da sem bila zelo besna in sem jo vprašala, da nočem slišati njenih izgovorov. Želim slišati razlago in opravičilo ter obljubo, da bo nekaj ukrenila glede tega. Kakorkoli, ne morem več. Očitno se ne zna opravičiti, tudi če bi šlo za življenje. In skozi življenje si mi dala toliko priložnosti, ampak to ni bistvo. Imela sem eno stvar, ki mi je nekaj pomenila in tudi to mi je vzela. Mislim, da ne razumem. Mi lahko pomagaš razumeti? Glede na to, da si v svojih letih, kako ima tvoja mama nadzor nad tem, ali ja ali ne? Koliko si star? Skoraj 30. 28, ja. In še vedno tvoja mama je tista, ki odloča, ali boš imel operacijo, ki z njo nima nobene zveze. Bolj je bilo tako, kot da je poskušala to sabotirati. Vedno je imela težave z zaupanjem, zato je nikoli nisem povedala, kje živim. Veš, kaj je rekla? Nisem izvedela podrobnosti, samo da je nekaj povedala zdravniku. Morala boš vprašati socialno delavko. Ona je nekako kot asistentka, ampak je prva oseba, s katero prideš v stik, ko se dogovarjaš za operacijo. Mia pravi, da je bilo vmešavanje njene matere največja izdaja. Še posebej zato, ker so njeni starši vedeli, koliko ji operacija pomeni. Večkrat sem ji rekla, da se bom ubila in da to res nujno potrebujem, saj se mi je duševno stanje slabšalo, zato sem potrebovala to operacijo. Vedela sem, da bom tako ali tako nastradala, ampak sem si mislila, no, dovolj je dovolj, nekoga bom vzela s seboj. Kdaj si torej sprejel odločitev, da je dovolj in da se bo to zgodilo? Isti dan. Isti dan. Ja, ko je se ni hotela opravičiti. Ko si vstopil v tisto hišo, je bila tvoja mama tvoja edina tarča. Je bil tvoj oče lev na poto ali si bil tudi ti? Ne, moj oče je bil del tega, vendar v manjši meri. Ni me podpiral, ko sem ga najbolj potrebovala, spet. Razumem. Torej ni bilo tako. Mama ni bila tarča, ker te je izdala. Bila je tarča, ker me je izdala. Torej v bistvu... In potem je oče očitno del tvoje mame. Sta eno in isto. Oba sta upletena v to. No, boste na koncu pristala tam. Ja, ker sem samo želel. Samo želel sem razjasniti, ker je bilo to zmedeno. Ali je bil tvoj oče pripravljen prispevati vsaj malo? Ja, in potem je spremenil na delete, ker ni prodal Chevija in vsega dela. Ampak ali si mi lahko povedal, kaj se je zgodilo pri tvojih starših doma? Samo parkirala sem tam nekje. Imela sem pištolo. Bila sem in rekla sem si, da moram zavreči tisti del sebe. Res, veš, tisti del, ki vedno okleva. In stekla sem skozi vrata in jo prvo ustrelila. Poskušala sem to narediti hitro. Oče je bil takoj mrtev. Kje je bila tvoja mama, ko si vstopil skozi vrata? Bila je na drugem stolu. Na stolu najbližje televiziji ali belemu kavču, mislim. Je bil tvoj oče v isti sobi? Ne, odšel je ven, kaj se dogaja, in sem uperila pištolo van, nisem rekla ničesar in sem ustrelila. Očeta sem ustrelila 2-krat, potem sem šla dol k bratu in sem rekla, uničil si mi življenje. Ni bilo toliko zaradi njega. Bilo je usmerjeno kot sporočilo o mojih starših. Torej, ali je bil to tvoj namen? Si upal, da te bo zadelo? Ne ravno. Vedela sem, da bo zadeno. Pridrvel je skozi vrata s stvarmi in jaz sem si mislila, naj ga, ni moja glavna tarča. Potem pravi Mia, da se je vrnila nazaj gor po stopnicah. Pojdi nazaj gor in ga še enkrat ustreli, za vsak slučaj. Prepričaj se, da je mrtev. Preden je odšla, pravi Mia, da je ugotovila, da je njena mama še živa. Dejansko se spomnim, da sem prišla gor, za vsak slučaj, ker sem slišala, da precej krvavi, ko se je dušila. Hotela sem jo še enkrat ustreliti. Se tega spomniš? Je bilo to potem, ko si se vrnil gor? Ja, najprej je bil oče, ja. Potem si slišal mamo, da je bila še vedno nekako živa. Ja, še vedno je bilo nekaj hrupa, kot da je še živa.
In potem sem jo še enkrat ustrelila. Kaj si potem uporabil, da si ubil svoje starše? Mojo pištolo. Je to ista pištola, ki si jo imel, ko si se predal policiji? Ja. Če bi se lahko vrnil včeraj, bi spremenil, kar se je zgodilo tvoji mami in očetu. Mislim, da ni nobenega načina, da bi jim spremenila mnenje, in tudi če bi si ga spremenili, kar vem, da si ga ne bodo, ker so tako narcisoidni, bi se vse skupaj odvijalo popolnoma drugače. To, kako so odgovorili, je bila njihova odločitev. Imeli so svojo priložnost. Nisem hotela postati pošast, v katero so me želeli spremeniti. Res sem si želela biti dobra. Res sem si želela. Ampak kot sem rekla, to je bila zadnja možnost, zadnja kaplja čez rob. Ne obžalujem Dena, sovražim jih. Po njenem intervjuju je Mia Bailey pridržana v zaporu zaradi več obtožb, vključno z 2 točkama obtožnice za hud umor. Kljub resnim težavam z duševnim zdravjem, sodnik oktobra 2025 odloči, da je Mia procesno sposobna. A naslednji mesec Mia se izreče za krivo in duševno bolno za 2 obtožbi hudega umora in za hud napad. Na izreku kazni Mia ostane tiho, njen odvetnik pa v njenem imenu prebere izjavo. Dogodki, ki so sledili, mi povzročajo veliko bolečine in obžalovanja. Takrat nisem bila v stabilnem duševnem stanju in če bi poiskala pomoč, bi bilo to mogoče preprečiti. Zaradi tega si želim umreti, ker ne morem živeti sam s seboj. Iskreno in globoko se opravičujem svoji družini, da sem storil to grozodejstvo. Želim si, da bi si sčasoma lahko prislužil odpuščanje. Toda sodnica ji ne izkaže nobene milosti. Tvoje dejanja tistega dne so bila zelo srhljiva. Resnost okoliščin je spet prisotna. In kar zadeva današnjo kazen, obsodbo, bi morala in bo izrečena kot zaporedne kazni. Primer spaljan 240 milijonov 501 tisoč 193. Za obtožbo težkega umora, kaznivo dejanje prve stopnje, ste obsojeni na 25 let do dosmrtne kazni zapora. Druga točka, težki umor, kaznivo dejanje prve stopnje. Obsojeni ste na 25 let do dosmrtne kazni zapora. Tretja točka, hud napad, kaznivo dejanje tretje stopnje. Obsojeni ste na kazen od 0 do 5 let, vedno v državnem zaporu v Utahu, ki se izvršuje zaporedno ena za drugo. Povračilo škode ostaja odprto. S tem ste predani upravi za izvrševanje kazni, da prestanete to kazen. Veliko sreče vam želim. Hvala. Naredili bomo odmor. Odlično, hvala. Nisi sam. Če potrebuješ pogovor, je na voljo linija 988 za pomoč ob samomorilnih mislih in krizah. Preprosto pokliči 988. Pomoč je le en telefonski klic stran.